V bistvu osnovna pravna akta, ki opredeljujeta naročanje in sprejem čakalne dobe, sta Zakon o pacientovih pravicah in pa Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dob. Mi smo se že v fazi pripravljanja teh aktov v okviru odbora za zobozdravstvo organizirali sestanke s predstavniki Ministrstva za zdravje, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in pa Zdravstvenim inšpektoratom Republike Slovenije z namenom, da bi prišlo do dogovorov in rešitev posledic, ki se bodo pojavile z uveljavitvijo zakona. In kljub našim strokovnim pripombam je Ministrstvo za zdravje sprejelo zakon in pravilnik, ki sta na last podobna njihovama osnutkoma, naše pripombe pa v veliki večini niso bile upoštevane. In tako sta v januarju začela veljati zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pacientovih pravicah ter pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dob. In čeprav je ministrstvo z njim hotelo uvesti red v zdravstveni sistem, so na nekaterih področjih, na primeru zobozdravstvu, povzročili veliko zmede in kaosa. Če v bistvu beremo zakon in pravilnik, opazimo, da sta napisana za sekundar in terciar, zato tudi zdravnikom na primarni ravni, tako splošnim kot družinskim, ter pediatrom in ginekologom ni potrebno voditi tega čakalnega seznama. In prav te čakalni seznami bodo v bodoče krivec za daljše čakalne dobe, ko bodo morali pacienti še dlje čakati na storitve kot sedaj. In katere so zdaj te bistvene novosti, ki jih zakon in pravilnik prinašata za paciente? Prvo je, da pacient se na prvi pregled ne more naročiti, če ni opredeljen pri izbranemu zobozdravniku. To pomeni, da se pacient mora fizično zglasiti v ambulanti, podpisati izjavo o izbiri in šele na to se ga lahko uvrsti na čakalni seznam. Tudi 7. člen pravilnika narekuje, da se pacient uvrsti na čakalni seznam na prvi prosti termin, kar pomeni, da se pacient ne bo imel več možnosti proste izbire termina kot do sedaj. In pa brisanje z čakalnega seznama v primeru, da pacient ne pride na zadan termin in se ne opraviči. Pacient se lahko v tem primeru na čakalni seznam za to zdravstveno storitev pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti znova uvrsti šele po poteku 3 mesecev termina, na katerem je bil neupravičeno odsoten. In katere so pa novosti, ki prinašajo zmedo med zobozdravniki? To sta v bistvu šifranti zdravstvenih storitev, in sicer poznamo 2: splošni zobozdravstveni pregled prvi in pa splošni zobozdravstveni pregled kontrolni, za katere morajo zobozdravniki po novem voditi čakalne sezname. Te šifrante vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje, je pa problem, ker se ne ujemajo z šifranti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in tako njihova enostavna pretvorba ni mogoča. Naslednji problem je tudi, da NIJZ še ni objavil šifrante za protetiko, tako da čakalni seznam za protetiko trenutno ni mogoče voditi. Medtem, ko je za uvrstitev na čakalni seznam za splošni kontrolni pregled, zobozdravstveni pregled, faktor je medicinska indikacija, je za uvrstitev na prvem splošnem zobozdravstvenem pregledu drugače. Tu zakon in pravilnik od nas zahtevajo, da pacienta razvrstimo po stopnjah nujnosti. To je in sicer po 4 stopnjah, je nujno, zelo hitro, hitro in redno. Pri tem se poraja vprašanje, kdo bo o tem odločal. Saj je zobozdravnik večino ordinacijskega časa pri stolu s pacientom, medicinska sestra pa ni pristojna za tako razvrščanje. Ni nam pa tudi jasno, kak bo potek naročanja, koliko okenc moramo mi pustiti praznik v čakalni knjigi, da bomo lahko kasneje te paciente, ki bo potrebno jih na čakalni seznam uvrstiti kot nujno, zelo hitro ali hitro, bomo naročili, da s tem ne bomo kršili pravilnika o najdaljši dopustni čakalni dobi za storitev. Naslednji problem, ki ga tudi zobozdravniki vidimo in ki se pojavlja, je ta, da je zobozdravnik primoran iz samih izjav, ki mu jih pacient sporoči po telefonu ali pa po elektronski pošti, mora po teh sprejeti določitev, po kateri stopnji nujnosti naj uvrsti pacienta na čakalni seznam.
In še zadnje je, da pravilnik v svojem 16. členu določi tudi najdaljše dopustne čakalne dobe za posamezne zdravstvene storitve, kot na primer za začetek ortodonskega zdravljenja ali pa protetičnega zdravljenja, kar nam vzbuja skrb in strah, da nam bodo pacienti uhajali v tujino, če bodo čakalne dobe doma presegale najdaljšo dopustno čakalno dobo. Zaradi navedenih dejstev oziroma pravil, ki se skušajo uveljaviti, postaja naše delo robotizirano, pacienti pa le zgolj številke, ki morajo biti pravilno uvrščeni na čakalni seznam. Zaradi povečane obremenitve za administracijo, kakor tudi praznih predalčkov v čakalnem seznamu, pa se bodo dostopnost pacientov do storitev samo še zmanjšala. Zobozdravniki si želimo transparentne in pravične obravnave pacientov, čas pa bo pokazal, kakšna bo cena sistema na ozobljenost naših pacientov. Najlepša hvala. Zdaj bi pa prosila še Mirjano Petrovič, predsednica Sindikata zobozdravnikov Slovenije, da nam vse tole, kar smo slišali še iz terena, še dodatno poveste, kaj se dogaja tudi na terenu posledično v zvezi s tem. Najprej se zahvaljujem vabilu Zdravniške zbornice in Odbora za zobozdravstvo na to novinarsko konferenco. In to vabilo je tudi odraz zelo dobrega sodelovanja sindikata in Odbora za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici. Mi vse to, kar se sprejme, vsi ti zakoni, ki se sprejmejo, potem seveda neposredno vplivajo na nas, neposredne izvajalce tega zakona. Problem v Sloveniji je, da se mi smo tisti test, koliko je zakon dober. In problem pa je to, da ko se zakon sprejme, ko se začne izvajati, oziroma se zahteva, da se izvaja, oziroma moramo ga izvajati, ni nobene ustaljene poti povratne zanke, da bi mi lahko razložili zakonodajalcu, v koliki meri mi lahko ta zakon izvajamo. Delno, ali ga izvajamo v duhu zakona, ali ga izvajamo po črki zakona, ker je velika razlika. In tudi, če bi vse državne institucije bile soglasne, kako naj se zakon izvaja, bi to bilo za nas lažje. Ampak ene institucije izvajajo zakon po duhu zakona, želijo, da se izvaja zakon po duhu zakona, ene pa po črki zakona. In to za nas postavlja potem v praksi, ko dobimo zdravstveno inšpekcijo, na primer, zelo velik problem. Mi imamo sicer eno možnost, da vplivamo na zakonodajo v spravi pred sprejemanjem zakona, javni razpravi pred sprejemanjem zakona, in moram priznati, da smo se pred sprejemom zakona o pacientovih pravicah, obeh zakonov, zakona in dopolnitve zakona in pa tudi zakona o zdravniški službi, da smo se zelo potrudili, da smo pismeno poslali zelo obširne, zelo natančne iz prakse primere, predloge, potem nismo dobili nobenega odgovora na to, potem, ko je pa zakon bil sprejet, smo ugotovili, da ničesar od tega ni bilo sprejeto ali upoštevano in da tudi ne vemo zakaj. Tako da bi to prakso, če želimo, da zakoni funkcionirajo v državi Sloveniji, trebalo spremeniti. Odličen primer tega so ravno čakalni seznami. Mi smo tista prva vstopna točka za vse državljane Republike Slovenije za zobozdravstveno varstvo. Obravnavamo vse, od navadne razjede na sluznici do raka v ustih. To pomeni, da moramo biti dostopni, sprejeti vse paciente in jih določiti resnost in hitrost in učinkovitost zdravljenja pacienta. Če ga pa mi postavimo v čakalni seznam, to več ni bolnik z zelo široko paleto zdravstvenih težav, ampak to postane številka v čakalnem seznamu, predalčkan po predalih nujno, hitro, zelo hitro, medtem ko pa postane diagnoza in zdravljenje drugotnega pomena. In to je v bistvu največji problem in je tudi direktno v nasprotju z zakonom o izvajanju zdravniške službe. In to za nas predstavlja velike dvome, dobesedno ne vemo, kako naj delamo. S tem je kolega že omenil, na primarni ravni smo mi edini zobozdravniki, ki moramo voditi 2 čakalna seznama
Medtem ko so vsi ostali na primarni ravni ginekologi, specialisti družinske medicine in pediatri oproščeni vodenja čakalnega seznama. Glejte, tudi če bi ta seznam bil, da bi bil transparenten in enostaven, se mogoče niti ne bi temu upirali. Ampak ta sistem ta vodenje čakalnega seznama je izjemno komplicirano, zahteva ogromno časa, v bistvu bi zahtevalo še dodatnega administratora zaposlenega, ki pa zavod nekaj približno noče plačati, oziroma za administrativne stroške nam plača nekje plačo 0,3%, nekje dobrih 30% za administratorja. Ostalo bi mi pač morali od svoje plače dati za to plačilo. Vse to, ne more biti vodenje čakalnega seznama pomembnejše od zdravljenja pacienta. In jaz sem za to, da se pač zakon o pacientovih pravicah upošteva v duhu zakona, to pomeni, da res, da smo dostopni, da je pacient na prvem mestu, čakalni seznami pa morajo imeti določeno fleksibilnost, ker ni enostavno, če naprimer odpove pacient, mi po zakonu v čakalni seznam, pač, če pacient odpove, moramo naslednjega poklicati, da zapolnimo ta termin ali nam pa ostane prazen. Oziroma v bistvu po zakonu smo obvezni, da pokličemo naslednjega pacienta z čakalnega seznama, da zapolnimo termin. To mogoče v Ljubljani še funkcionira, ko ti imaš nekje na 30 km 200 000 prebivalcev. Ampak jaz pa že delam v Pomurju, moj pacient mora se dostikrat 10-15 km pripeljati od mene. Enkrat se mi je zgodilo, da sem 10 pacientov poklicala, preden sem dobila prvega, ki bi prišel na termin. Termin je že zdavnaj minil. To so te v praksi in se tudi, zato mora biti to nekoliko fleksibilno, ker enostavno pogoji dela v Sloveniji niso popolnoma enaki. Jaz bi pa še nekaj omenila, sicer nakratko je bilo, Mi smo vsa ta leta do zdaj sprejetega zakona o zdravniški službi imeli prepoved oglaševanja, medtem ko so pa zobozdravniki iz tujine lahko neomejeno in prostovoljno oglaševali v slovenskih medijih. In to je pa imelo posledice za slovensko zobozdravstvo, ker to po eni strani zelo odmevno oglaševanje tujih zobozdravnikov in prisilni molk domačih je ustvarjalo javno mnenje, da mi nismo tako dobri kot drugi zobozdravniki in da ne nudimo enakovrednih storitev kot tujci, kar je pa popolnoma narobe. Mi smo enostavno bili prisiljeni k molku. In mislim, da v vlastni državi bi pa morali imeti večje pravice kot tuji državljani. To je pač moje osebno mnenje. Vsi vi poznate oglaševanje državnih institucij za jejmo slovensko hrano. Ščitimo slovenskega kmeta. Te istih pravic oziroma zaščite državnih organov za slovenski zobozdravniki nimajo. Ne samo to, da je oglaševanje, ampak tudi državne inštitucije aktivno napotujajo slovenske paciente v tujino za zobozdravstvene storitve. Čeprav bi mi smo popolnoma sposobni obravnavati paciente v Sloveniji. Najlepša hvala. Zdaj bi pa še dr. Mateja Praprotnika prosila, da nam predstavi še nekaj številk z področja resursov, ki jih v bistvu ima zasebno zdravstvo za pomoč pri reševanju problema čakalnih dob in pa potem, da se mogoče tudi odzove tudi še na ta dentalni turizem. Lep pozdrav vsem navzočim. Današnja tema, lahko zdaj že vidite proti koncu, je zelo obsežna. Tudi na vide se zdi kot razpršena, tako dolgo ne boste lahko izluščali tiste glavne teme, ampak vsem bi rad mogoče si izpostavil tisto rdečo nit, ki je skupno ali pa skupno sporočilo. Zobozdravniki, ne glede na to,
ali delamo v javnem ali zasebnem. Jaz v tem trenutku ne zagovarjam ali pa pojasnjujem mogoče zasebni del. Vsi skrbimo za svoje paciente na strokovno način, po najboljših močeh, ki v praksi lahko, se pravi v danem okolju. Kot je kolegica omenila, delamo v različnih okoljih. Se je neka pravila, vsi se moramo držati pravil, vsi se strokovnih navodil držimo. Ampak to je neizpodbitno, vsi se trudimo po najboljših močeh. Ker delamo z ljudmi vsak dan, nam ni vseeno, ker se čutimo odgovorne in da iščemo rešitve na ta enoten problem, ki pa bi ga lahko povzel, je v bistvu ta nedostopnost do zobozdravstvene storitve. Se pravi, problem je vedno bolj očiten zaradi teh birokratskih ovir in pa omejitev, se pravi, tako kot je ta primer zdaj naših čakalnih seznamov. Se pravi, to je na neki strani trud, da bi radi uredili sistem, po drugi strani ga na tak način zakompliciramo, da v praksi ni izvedljiv, se pravi, ali pa vsaj ni človeški. Tako da razumem strani države ali pa zavoda, da želi neke stvari urejati, tudi mi želimo, ampak ne na račun zmanjševanja dostopnosti do zobozdravstvenih storitev. V okviru javne mreže govorimo s tem. Za tega bi razložil tudi vidik zasebnega sektorja pri reševanju krize dostopnosti in možnosti sodelovanja zasebnega in javnega zobozdravstva. V glavnem izpostavil bi še problematiko moderne potrošniške družbe v povezavi z oglaševanjem, to je že kolegica napovedala, oglaševanje zobozdravstvene in zdravstvene dejavnosti in pa z teh dentalnega turizma. Zdaj okrog dostopnosti. Že vrsto let se v javnosti debatira o čakalnih dobah. To ste to slišali, kolega bom hotel povedati, da gre za zlorabo nekih terminov, nekih besed. Govorimo o problemu čakalnih dob, o problemu financiranja zobozdravstvenih storitev. Ugotavljamo krivca za nastalo situacijo, ali so to zobozdravniki, ali so to zdaj ministrstvo, kdo je zdaj kriv za tako stvar. In se na vsak način poskuša enostransko ali pa parcialno reševati problem, ki ga lahko rešimo sam skupaj. Spravi stroka, zavarovalnice in politika za eno misel. Problem, ki ga mi vedno vidimo, je ta, da ne komuniciramo v pravem pomenu komuniciranja, tako da bi se vsi slišali, ampak po možnosti včasih preko medijev, kar vedno pride z nekim očitkom, hkrati in potem vedno z neko obrambno držo in na koncu trpijo pacienti. Tako da odgovornost za nastalo krizo, po mojem mnenju, nosimo čisto vsi. Se pravi, od strokovnjakov, ali je to zdaj naša nezmožnost komuniciranja s politiko, in politika, ki pač noče slišati, kaj se na terenu dogaja. Tako da vsi bi se mogli v bistvu usmeriti predvsem z mislijo na to, kaj pač pacienti se, ker konec koncev smo vsi pacienti. Vsi ostali napačni motivi, ker želimo recimo zavrti nekoga, ne želimo, da nekdo preveč napreduje, vsi ostali napačni motivi za hiperregulacijo zdravstva, ki so pripeljali kvečem do poglabljanja nezaupanja med pacientom in zobozdravnikom, kar pa je kvečemo škodljivo. Ker je zdravje po prepričanju večine državljanov ena najpomembnejših vrednot, si jih nihče od odgovornih politikov še danes ni upal javno priznati, da tiste pravice, ki se jih obljublja, že zdavnaj niso več tisto, kar so nekoč bile na papirju, ali pa se jih napiše na papirju. Še vedno so na papirju, ampak izvajalci in pacienti pa že dolgo vemo, da v praksi zmanjševanje pravic danes olepšano, rečemo čakalna doba. Pravi, to je to, zmanjševanje pravic. Mi mu rečemo danes nedostopnost sistema. Takrat, ko ga pacient potrebuje. Tako da bom ponovil ta stavek. Danes je največja in najbolj uveljavljena pravica le pravica, da se postavimo v vrsto, ko je napisala v enem intervjuju dr. Helena Mole, predstavnica zasebnikov. Tako da počas smo vsi ugotovili, in zobozdravniki, in pacienti, in mediji, da določenih stvari pač v zdravstvenem sistemu nikakor ne moramo preskočiti. Spravi, ne moramo spremeniti čakalnih vrst, skrajšati z enako količino denarja za zobozdravstvo in z enakim številom izvajalcev. Spravi, to je pač nemogoče.
se pravi z enakim številom izvajalcev v javni mreži. Sistem ne moremo urediti brez dobre komunikacije in konsenza med strokovnjaki in izvajalci, se pravi in na koncu tudi ministrstvo. Sistem zobozdravstva, v katerem prevladuje zasebni, se pravi ali bi prevladoval zasebni ali prevladujoč javni sektor v tržno oblikovani, gospodarsko naravnani Evropi, preprosto ne moramo delovati optimalno. Tako da, če med njima ne vlada neko ravnovesje, se pravi med zasebnim in javnim, je pač z jasno določenim pravili, ampak če to ne obstaja, če favoriziramo eno ali drugo stran, pač je to slepilo ali pa zavajanje ljudi, da je to sploh mogoče v današnjem času. Odbor za zasebno dejavnost je zato pri Zdravniški zbornici Slovenije lansko leto